Končan je skupinski del tekmovanja na Evropskem prvenstvu, s tem pa tudi nastopi slovenske reprezentance, ki ne bo nadaljevala turnirja na zaključku v Ljubljani. Zadnji krog v skupini B je prinesel odločitev o polfinalistih. Naši upi so krenili v tekmo z vrstniki iz Belgije z upanjem o podvigu. Ljudski vrt je znova imel čudovito kuliso. Na tribunah s 6211 gledalci, podobno kot na igrišču. Lep obet za prihodnost, z veliko mladimi obrazi, za dokaz, da nogomet pridobiva vse pomembnejšo vlogo. Na igrišču podpora s tribun ni mogla prevesiti tehtnice na slovensko stran. Uspešnejši so bili Belgijci, ki so kljub temu odšli proti izhodu z grenkim priokusom. Zmaga je bila Pirova. Polfinalistki iz naše skupine sta namreč ob neodločenem rezultatu v medsebojnem obračunu v Lendavi postali Nizozemska in Poljska ter se tako pridružili med elito Nemčiji in Gruziji. Pri Belgijcih razumljivo ni bilo pravega veselja, razočaranje ob razpletu pa niso skrivali niti naši nogometaši. Nažalost je res konc. Mi smo dali vse od sebe, nažalost je to bilo premalo. Pri prvi tekmi nismo dali vse od sebe in to nam je malo zmanjkalo, da bi šli naprej. Seveda je razočaranje, zaradi tega, ker smo zmožni več. Slovenska četa je šla v tretji tekmi na igrišče odločena, motivirana, a je pripravljene uvodne načrte žal prekrižal gol že v drugi minuti. Belgijci so izpeljali prvo akcijo, globinsko podajo izkoristil Skrajvers, prišel do soočenja z vratarjem Zabretom in natančno poslal žogo mimo njega z leve strani v levi kot. Toda hitro vodstvo ni zmedlo naše ekipe. Nanizali so nekaj obetavnih akcij. Belgijski vratar Pirar je sodil med najbolj zaposlene posameznike v prvem polčasu. Prvi zaplet je rešil s pravočasnim posredovanjem pred Stojanovićem. V naslednjem poskusu pa ni uspel preprečiti namere našemu zveznemu igralcu. Hotić je opazil dobro postavljenega Stojanovića na desni strani, mu natančno podal. Stojanović pa je po spretnem sprejemu z natančnim udarcem po tleh v desni kot zadel za izbruh navdušenja na tribunah. Seveda sem sanjal, da bom zadel enkrat na Evropskem prvenstvu in to se mi uresničilo. Lahko bi dal še kakšnega več, ampak nažalost ni bilo sreče. Ob dodatni energiji po izenačujočem golu so bili tekmeci še nekajkrat na preizkušnji, a so se reševali z blokom ob udarcu Črnigoja. Ali pa z zbranostjo vratarja, ki je šel kot zmagovalec naslednjega soočenja s Stojanovićem. Ob podjetni igri slovenske reprezentance do odmora je drugi polčas še pomenil trenutke upanja. Toda usodna je bila 53. minuta, ko se je po dveh zaporednih poskusih v istem napadu žoga še enkrat znašla v slovenski mreži. Najprej je Zabret ubranil udarec Gerkensa, a se mu je žoga odbila nazaj in po popravnem izpitu je bil belgijski zvezni igralec spretnejši. Z desne strani kazenskega prostora je skoraj z mrtvega kota spravil žogo v nasprotni kot. Nato sta zaradi prekrškov v 61. in 63. minuti morala z igrišča kar dva naša igralca. Črnigoj, ki si je prislužil drugi rumeni karton. In Davtović, ob tem posredovanju kaznovan z neposredno izključitvijo. Z dvema igralcema manj v končnici ni bilo več možnosti, da bi iztržili ugodnejši rezultat. Luka Zahović je ob uspešnem preigravanju tudi ob razmerju moči 9-11 uspel uvrstiti nasprotni gol.
Tik pred iztekom 80. minute pa so Belgijci izkoristili številčno premoč in prišli do končnih 3:1. Zabret je sicer ustavil prvi poskus, a se je žoga odbila do Dirka, ki jo je z glavo iz bližine usmeril čez golovo črto. Slovenska reprezentanca je tako evropsko prvenstvo končala z 1 osvojeno točko iz dvoboja s Poljsko, vendar z dragocenimi izkušnjami, ki bodo našim fantom nedvomno prišle še kako prav v nadaljevanju karier. Ja, to je bila za nas ena velika izkušnja. Vidimo, da je vsako tekmo v zelo velik tempo in da moramo še delati na tem, da zdržimo vsako tekmo, pa da 100% celo tekmo odigramo. Vedeli smo, da bo težko priti naprej, ni se išlo, ampak je bila to dobra izkušnja za nas in drugič bo bolje. Zdaj smo videli, kako se igra fuzbal na tej ravni in da je treba delati še več kot sedaj, vsak trening dati maksimalno vse od sebe. Selektor bo podrobnejšo oceno podal po bolj temeljiti analizi posameznih tekem, v prvem komentarju storjenega na Euru in obetih na tej podlagi za prihodnost pa je izpostavil. Na prvi pogled bi rekel, da je bil, govorim lahko v naši skupini, nogomet na zelo visoki ravni, sploh za to starostno kategorijo. Ne samo po tehničnem znanju, ampak tudi po tekalno, kajti videli smo, da če nismo na tem nivoju tekalno, potem tudi težko neke taktične zahteve, ki jih mi trenerji zahtevamo, se izpeljuje. In nisem bil toliko presenečen nad samim nekim postavitvam ali pa neki taktičnih zamisli, ampak smo pa videli, da tudi iz malih nogometnih držav, kot sta Poljska in Belgija, prihajajo dobri nogometaši in se igra dober nogomet, ki jih mi lahko do neki meri pariramo oziroma smo na trenutke tudi boljši, vendar žal to premakati uspemo ponoviti in upam, da bomo to v prihodnosti znali obrniti sebi v prid.